Evangelij me spremlja skozi življenje, kjer je izraženo dejansko v celoti kompletno življenje človeka, predvsem mene, ki včasih tudi sem po dvomu v svoji poti, ki sem na prehodu, in skozi molitev je vedno znova prišla ta misel, moj Gospod in moj Bog, pa da sem se izločil pa šel naprej. In to je, ki zajema tudi križ in vse težave, kar nastane skozi življenje, bih ta stavek. Vaše redovniško življenje oziroma odločitev za redovništvo pa sega kar nekaj let nazaj. Tako bom vprašala, kako dolga so bila pogajanja z Bogom, da ste se za to pot dokončno odločili tam leta 2008? Ja, leta 2008 sem dejansko vstopil v samostan, ampak 3 leta pred tem, oziroma kar 4 leta skoraj, je pa minil v neki razburkanosti, ko človek išče mir v sebi, ampak ta mir mu ne da ne služba, ne prijatelji, nobeden, ampak ta mir sem predvsem podoživljal oziroma ga doživljam pri sveti maši. In takrat se je tudi začel, kaj če bi pa postal duhovnik oziroma redovnik najprej. In je vse to tako prišlo, da sem nekje 2008 vzel kovčke pa odšel v samostan, potem pa šola in izobraževanje od takrat do sedaj, počasi pa sigurno. Z Božjo pomočjo je šlo vse skozi. Imeti duhovnika oziroma redovnika v začetku v svoji hiši je poseben blagoslov, verjetno so bili te vaše odločitve veseli, vsaj starša. Ja, če se spominjam staršev, najprej se spomnim, sta rekla, če ata pa mama, če si se prav odločil, hvala Bogu, te podpiramo pri tem. In do zdaj, hvala Bogu, ni bilo večjih pretresov in ob določena obdobja, ko pride, se spomne človek na tisti prvi da, ko reče Gospodu, pa ko odhaja od doma. In to so bili lepi trenutki, pa blagoslov doma, pa vse, pa brati, pa sestre zraven. In to človeku potem da tudi, če pridejo kakšni pretresi, določene spodbude, ker ve, da ga spremljajo molitvi in z vsem, kar so. Ker molitev je tudi naše življenje, pa vsak posameznik s tem, da je že velik, ne? In če še pa moliš, je pa to boljše. In tukaj se mi zdi, da sem doma imel zelo podporo, pa še imam. Kakšen sopotnik je torej nebeški oče? Nebeški oče zame sopotnik je z veliko besedo oziroma z veliko črko oče v pravem pomenu, ki ne zapusti, ki ne pusti mene oziroma človeka na nekih plahih tleh, ampak je neka trdna opora, na katero lahko človek gradi in se zanese. Bog ne zbira, ne? Mi smo tisti, ko zbiramo, Bog pa nas odbere, pa pošlje naprej. In tukaj se mi zdi, da je Bog tisti, ki mi daje moč in vse. Ker s svojo lastno močjo ne bi človek, mislim, jaz ko gledam svoje pot za nazaj, ne bi mogel prehoditi sam z lastno močjo, ker lastna moč je včasih zelo nepredvidljiva, pa zelo nestabilna. Z Gospodom pa gre to zelo drugače. Gospod je pa stabilnost in daje tisto oporo, pa nek jadro, ki ga Sveti Duh polni in gre človek naprej. In vsaka stvar, ki jo človek doživi, oziroma ki sem jo doživel do zdaj, je del moje poti. In to sem jaz. Brez te poti, pa brez teh raznih preizkušenj, ki so bile na poti, tudi ne bi mogel reči moj Gospod in moj Bog, oziroma ne bi mogel peti nove maše. No. Tako da tukaj je Gospod tisti, ki je moj pomočnik skozi in skozi na vsakem koraku. Je pa to ni samo čas molitve, čas dela, ampak dejansko, bi rekel svetim Frančiškom, da počas postajamo, se trudimo vsakem videti molitev, da ne ločujemo molitve od dela, ampak da je dejansko vsaka stvar, ki jo človek počne, tam, kjer je takšen, kot je, da to dela z neko zbranostjo, pa z pogledom na Boga, kar pa je to zelo, meni je zdaj že to malo, tako mi je lepo, no? Lepo je to, ker človek lažje vse skrbi prenaša in preživlja vsake dogodke, ko jih doživi.
In z Gospodom to gre, brez Gospoda bi pa to bilo težko. Hoja za Kristusom oziroma hoja ob Bogu, z Bogom v bližini je ena stvar, ki ste jo izbrali. Ampak zakaj prav minoritski red? Zakaj prav redovništvo? Minoriti imate 3 osnovna načela: uboštvo, čistost in pokorščina. Zakaj prav to? Veste kaj, pri minoritih sam bom povedal, da jih na začetku sploh nisem veliko poznal. Poznal sem sam enega patra. Potem so bili pa na pravem času, oziroma na pravem času, na pravem mestu so bili. In zakaj minoriti? Ne vem, če jih ne bi srečal, bi verjetno kje drugje pristal, v kakšnem samostanu. Ker sama moja odločitev pa po molitvi pa vse, kar sem doživljal, sem rekel, da bi bil redovniški duhovnik, ne kot škofijski duhovnik. In to me je neki vodil, Sveti Duh me tukaj zelo podpiral in se mi zdi, da so bili na pravem času, v pravem mestu. Zakaj minoriti, še zdaj ne vem. Se je najbrž moralo zgoditi, ne? V teh dneh je za vas najbrž, pa tudi za vašo družino, poseben čas. Ja, ta čas priprave je na nek način zelo hiter čas. In mislim, da se včasih sploh ne zavedam, kaj doživljam. To so zelo velike stvari. Milost deluje zelo hitro, ne? In ko milost deluje, človek včasih ne dohaja vsega in človek malo nazaj stop. Sem imel tudi duhovne priprave v Olimijo. Smo se ustavili, mislim, sem se ustavil. Sem imel tisto občutek, da gre zelo hitro. Kar mediji, to je neko poročilo, ki je sam na zunaj velikokrat sam vidno, ampak človek nosi noter več stvari in tukaj je težko vse obesediti, ker tudi domači so v skrbeh, vidim, pa tudi sam. Mogoče hočem imeti vse pod kontrolo, ne, in tukaj hočem še malo odklopiti teh dneh in počas odklapljam in se pripravljam polnosti zdaj na novo mašo, da bom lepo maševal. Ker tako kot se bom zdaj naučil, tako bo verjetno potem skozi celo življenje. In tukaj je zdaj vsak dan trening, bom rekel kar trening maševanja, da vse usklajeno. Ker vedno, ko človek gleda drugega, kako mašuje, je to zanimivo. Pa sam stopi tja, pa ve, da ni sam človek tam, da je dejansko v službi pa v rokah nekaj drugega. Ni neko predavanje, ni neki govor, ampak da je to dejansko res živeto pa predano naprej kot orodje. Tu je pa malo bolj zahtevno včasih. Preden sem šel samostan, moram reči, da sem več doma bil okrog po kakem gozdu, pa človek premišljuje, pa išče pot, pa se sprašuje. Imamo pa tudi določene samostane, ki sem že bil, so parki, pa se tam gre v park, kdaj na kakšen sprehod ali karkoli, da človek malo, ne temu reči, odklopi, ampak da usmisli svojo pot, in da se spomne prehodne poti, pa tega trenutka, ki je zdaj, pa tudi približno, kaj bo naprej. Ker z določenim dogodkom že lahko pričakujemo, kaj bo. In tukaj se mi zdi, da je duh tisti, ki daje takrat v tišini. Pa ne samo meni, mislim, da vsakemu človeku tukaj daje duh. Jaz rečem duh, Sveti Duh, ne. Narava. Jaz bo stvarnika častim, ne, in tukaj je malo stvarstvo pa stvarnik in tukaj stvarnik deva to močno vsakemu posebej. Še kakšno vaše sporočilo? Moje sporočilo Tisti, je, da... ki nismo v vaši koži. Moje sporočilo je pa takšno, da človek, ki misli, da ima svoje življenje, ga nikoli ne išče v
sedanjosti, ne v prihodnosti. Ne. Pa ne tudi v neki zgodovini prej, ampak v sebi. Vsak ne v sebi išče tisto, kar mu najbolj leži. In bo tudi vesel, ampak to vesel s tistimi solzami sreče, ki mu ga nikoli ne bo noben mogel vzeti. In to je največ, kar lahko človek doživi. To je težko ubesediti. Poslušati sebe. Ampak to mislim, da res tista tišina, ki daje človeku, ker tišina ne pomeni zdaj nekam se odpravil, pa sem v tišini. Tišina pomeni, da si lahko tudi v hrupu tišini. Ker hrup pa tišina v sebi, ni važno, kje je človek, je lahko tudi v sebi zelo miren. In tega želim vsakemu, da bi se ozrl vase, pa prvi pogled v nebo. Ker oblaki se spreminjajo. Oblaki so vsak dan drugi. Poti so pa vedno, ceste so vedno iste. Zato gledamo rajkor. Pa da bi ljudje največ toliko se razdelili. Levi, desni. Ker to ni življenje. To je samo trpljenje. In tukaj se mi zdi, da bo vsak srečen, tam, ko je, in s tem, kar ima, in s vso močjo bo lahko živel tisto, kar ima v sebi. To je pa tudi največ za vsakega. In to tudi vsakem želim. In tudi Mašo, ko bom daroval prvo, bo v zahvalu Mariji in vsem ljudem dobre volje in vsem ljudem. Tako da življenje je neka zahvala. Vete. In to si želim, da bi tudi ljudje dojeli. Zahvalo in hvaležnostjo, da sva se lahko pogovarjala, vam želim vse dobro na vaši poti, res vse dobro. Naj bo vaš sopotnik, Bog, tisti, ki vas bo usmerjal in vam dajal vse tisto, kar potrebujete, zato da boste lahko počeli to, kar nameravate. Hvala vam za vse, tudi vsem poslušalcem oziroma gledalcem vaše televizije oziroma naše Vlaške in blagoslova vsem. In ko se vidimo, bomo še kakšno rekli.